Živijo. Živijo. Kaj imaš danes dobrega za nas? Danes pa imam tamari, to je sojina omaka. Vsi jo najbrž poznate in večina vas jo uporablja. Vsi vi ponavadi, ki prihajate v kalček, dobro poznate tisto sojino omako. Nastaja iz sojnih zrn, fermentacijom, ki lahko traja tudi 2 leti. Kombinacija je soje, potem vode, morske soli pa koji, to je ferment, ki omogoča tisto fermentacijo. Izjemno zanimivega okusa, močno slana zadeva, ki zaradi tega moramo biti pazljivi pri uporabi tamari omake, zaradi tega, ker v tem primeru ne smemo pretiravati z količino, posebej, če imate težave z visokim krvnim pritiskom, ker v tem primeru veliko soli, pa je tudi v tamariju, je treba zmanjšati količino pri uporabi omake. Poleg tega, da je dobrega in specifičnega okusa, zakaj je tamarja omaka še posebej dobra? Tamarjo omako predvsem uporabljamo namesto soli, v bistvu, da tako začinimo jedi ali mariniramo jedi, posebej recimo, če so kakšni izdelki, ki so sojni izdelki, kot recimo naprimer sojin sirček, tofu, se ponavadi marinira v tej omaki, pa potem se dodaja kakšna zelišča. Vsebuje veliko encimov, kar nam pomaga, da se tudi hrana lažje prebavlja. Ostalo pa je odvisno od tega, ali radi imate take okuse ali nimate radi takih okusov. Pri katerih jedeh ga še posebej priporočaš? Recimo jaz ga ponavadi priporočam v teh primerih, če želite, da je jed bolj specifična, da ima tako prav specifičen okus, drugačen, izboljšan na nek način, tako da je to riž, je to solata, je to... Karkoli, kjerkoli lahko uporabljate, tudi za solato, tudi za riž, tudi za različne jedi, enolončnice, recimo, kjerkoli, namesto soli. V tem primeru, če uporabljate tamari, takrat ne uporabljate nikakršne soli. Hvala, torej bio tamarja omaka kot nadomestilo za sol. Tako.